Veste kaj, takrat me je presenetilo to ime, zato ker smo vsi želeli nekaj novega. In je bilo meni všeč, tako da sem rekel, no tudi prav, lepo bi bilo, da ostanemo še krščanski demokrati, ampak tudi to je lepo ime in nekaj novega. Nova politika, nekaj novega, nekaj svežega, nekaj takega. Tako da mi je bilo všeč ta izraz. Veste kako je, v Radovljici smo se takoj odločili, da gremo k Novi Sloveniji. Tudi ves odbor je bil za to in sploh nismo razmišljali, da bi ostali pri Slovenski ljudski stranki, ker nekaj jih je ostalo, tudi naših prijateljev. Ampak takrat pa mi nismo nič pomišljali. Spomnim se, da je bilo v Ljubljani eno oblačno vreme, da je bilo, da sva sedela skupaj z dr. Capudrom takrat in da nas je bilo polna dvorana, pa da sta bila ene dva, za katere dva smo računali, da skušata minirati to ustanovitev. Sta hotela 2-3 mesece počakati, 2-3 meseca počakati, da bi pripravili program, ampak sreč so bili voditelji takrat tega sestanka tako pametni, da so rekli, nič, če 2 dni počakamo, nas bodo že zminirali. Tako približno je bilo moje doživljanje tega. Optimizem je vzbujal dr. Bajuk. On je nekje že s svojim govorjenjem, svojim načinom in s tem vsebino, ki jo je povedal, on je vzbujal optimizem in mi smo se takrat zelo nekje, saj jaz osebno sem ga občudoval in sem rekel, no to pa je ta pravi voditelj. Tako ko imava ženo veliko takih grehov, sva ga spravila tudi na smuče in jaz imam vsak let na Pokljuki tekmovanje, zdaj že 30-letnica bo, za politike, diplomate in gospodarstvenike in takrat je šel Bajuk na smuče. Smuče sva mu midva ženo zrihtala tudi, ker sva imela celo serijo dol in smo ga postavili na smuče in je tekmoval z diplomati. No, kako je tekmoval, ne vem, samo to vem, ki je okrog prišel in rekel, dobro, da ni bilo televizije zraven, 2-krat sem padel. Jaz sem takrat to doživljal zelo optimistično, pa zdelo se mi je, da bo stvar zelo perspektivna in da se bo v Sloveniji prijela, kljub temu, da je bil zelo korajžen korak to. Je pravzaprav, da nekaj smo pa le naredili. Nekaj smo premaknili, stranka se je, bi rekel, ne ugnezdila, pravzaprav pognala korenine v Sloveniji. In bo tudi ostala, čeprav bo veliko pretresov, bo tudi obstala. Ja. Izredno všeč so mi vsi zdajšnji ministri. Ne toliko vsebinsko, ker ne poznam vsebine, ampak kako se prizadevajo za to, da bi kaj naredili. Prej smo imeli občutek, da so kar tako eni luftarji zraven, zdaj imamo pa občutek, da nekaj delajo.